Tako kot na veliko slovenskih srednjih šol in gimnazij je tudi na šolskem centru Rudolfa Maistra danes potekal informativni dan. Po obisku sodeč je zanimanje za šolanje na ŠCRM zelo veliko. Kako informativne dneve ocenjuje direktor ŠCRM Šemso Mujanović? Z današnjim dopoldanskim obiskom sem kar zadovoljen. V jedilnici, kjer smo imeli to uvodno predstavitev, so bili vsi stoli zasedeni, tako da to nas veseli. Sedaj pa pač potekajo ogledi po šoli. Imate kakšen tak program letos, ki je novost, oziroma kateri program bi posebej izpostavili? Na gimnaziji smo letos poskušali oziroma smo se odločili ponuditi gimnazijski splošni program s poudarkom na športu. To je zaradi tega, ker nas ministrstvo ni uslišalo in nam ni odobrilo športnega oddelka, zato smo se odločili ponuditi našo verzijo takega oddelka in to je ravno ta gimnazijski program z poudarjanjem športne vzgoje. Izgleda tako, da bodo dijaki deležni 5 ur športne vzgoje, v dopoldanskem času bodo lahko upravili en trening izbrane športne panoge, seveda bodo tudi v fitnessu delali usmerjeno glede na izbrano športno panogo. Ostali 2 uri pa boste namenjeni pač rednemu pouku športne vzgoje, ki je predpisan za gimnazijski program. Upamo, da se bo ta oddelek nekako prijel in bomo lahko tudi na ministrstvu to pokazali, da je to uspešen model za naprej. Tudi letos je veliko zanimanja požel program predšolske vzgoje. Kako se je prijel program predšolske vzgoje, ki ga letos izvajate prvič? Zelo dobro. Zelo smo veseli, da so se dijakinje in dijak zelo vključili v vse dejavnosti in tudi v bistvu poleg vsega rednega pouka poteka res kup dejavnosti izven pouka in tudi kar nekaj projektnih dnevov so že zorganizirali, med drugim tudi igrico Mišek tip, ki so jo plasirali še v lokalno okolje. Pa drugače, kakšno zanimanje je za ekonomske programe oziroma programe ekonomske srednje šole? Za program ekonomskega tehnika je žal v letošnjem letu nekoliko manj zanimanja, predvsem pa želimo oziroma upamo, da bomo vseeno napolnili 2 razpisana oddelka. Dijakinje predšolske vzgoje pa so tudi prikazale nekatere svoje dejavnosti. In kaj o programu pravita 2 izmed dijakinj? Meni je zelo všeč, ker sploh ni tako težko, kljub temu, da imamo več teh dodatnih predmetov, kot so kurikulum za vrtce, ustvarjalno izražanje, igre za otroke, je lahko. Program je, kakor se meni, lažji, kot če bi nekam drugam šli, imamo lažje predmete, pa tudi, ko imamo te strokovne predmete, so bolj zanimivi, pa to. Ja, tako na zanimiv način tudi znajo profesorji pokazati, tako da ni samo sedenje v klopeh, ampak tako gremo ven, pa se pogovarjamo, pa je vse sproščeno. Delamo tako kot otroci, pa. Ja, smo bili tudi na projektnih dnevih, pa je bilo pa zanimivo, kakor pa če bi samo v šoli delali, pa tako. Kot vsako leto pa so zelo zanimive eksperimente izvajali v učilnicah naravoslovnih predmetov. Pa poglejmo, kaj delajo v kemijskem laboratoriju. Zdaj pa skušamo prikazati, kako katalizator pospeši razpad peroksida. Najprej damo val nekaj kvasa. A to je kvas? To je kvas, ja. Potem pa dodamo najprej barvila, nekaj vizualno. Da bo lažje videti? Potem date pa kaj tole? To je pa peroksid 30%. A to tiskaj za lase barvati? Za lase je malo... Aha. Na, večina.
štiri vse ven. Kaj se dogaja? Razloži. No, in zdaj v bistvu je ta peroksid razpadel, Ja. potem je punčke ujame vodik in zaradi tega to povzroči, da tleča prska se tudi zagori, ko pač predremo mehurček. In kaj se je dogajalo v biološkem laboratoriju? Tukaj imamo vodikov peroksid, pa jedra, pa še kuhana jedra, dokazujejo pa delovanje enostavnih katalizatorjev. Jedra imajo v sebi beljakovine, imajo encim katalazo, ki razkraja ta vodikov peroksid. Potem s pomočjo katalaze vodikov peroksid razpada na vodo, kisik pa v vodik. Na šolskem centru pa se seveda lahko pohvalijo tudi s pestro izbiro tujih jezikov.